Na našem vrtu smo se odločili posaditi pistacijo. To je ženska rastlina, ki tudi rodi plodove. Tukaj zraven pa imamo moško rastlino, ki je nujno potrebna za opraševanje, tako da v tem svetu pistacij brez moškega ne gre in moški je vsekakor potreben za oploditev. No, če pogledamo sedilno jamo, naša zemlja je težka, ilovnata, pistacija pa ravno zelo dobro prenaša težka tla, ilovnata, rada ima tudi dobro odsedna tla, zato sem jaz v sedilno jamo dodal tudi kremenove peske. Ni nujno, če imate bolj peščeno ilovnato tla, tega ni treba. Jaz pa sem želel vzpostaviti kar najboljše razmere za njeno rast in razvoj. No, ko pogledamo takle transportni kontejner, se lahko tudi prepričamo, da je raste res v težki zemlji. Tudi sadika je kar težka, ko je prišla po pošti. Ima kar razvite korenine, no in tako sadiko je pred sajenjem dejansko dobro tudi namočiti v vodi, lahko pa jo potem tudi po sajenju obilno zalijemo in se bo dobro rasla v zemljo. No, sadilno jamo smo predhodno pognojili tudi z organskim gnojilom za izboljšanje rasti. Ko pa lovimo tisto pravo višino, na katero bo ta 3-letna sadika posajena, pa gledamo cepljeno mesto, ki mora biti seveda više od tal in najbolje, da upoštevamo kar tako, da postavimo grablje in gledamo, tukaj je bila sadika cepljena, potem prikrajšana in seveda se je potem razvila še naprej. Pistacija je rastlina sonca, sonca enostavno obožuje, zato izberemo najbolj sončen del vrta. Pri nas smo izbrali prostor, ki je praktično cel dan obsijan s soncem in na takem prostoru bo najbolj zadovoljna. Ko gledamo sadilno razdaljo pistacije, moške in ženske rastline, upoštevamo, da jo sadimo na razdaljo približno 5 metrov. To je tisto, kar je seveda optimalno. Drugače pa je to prezimna vrsta pistacije, ki uspeva v Sloveniji in prenaša temperaturo do -20 stopinj Celzija, tako da se lahko veselimo v zadnjih letih pistacije tudi na svojih vrtovih. Kar se tiče spomladanske pozebe, odganja zelo pozno in na ta način enostavno nas ne skrbi tudi za to nedlogo, ki nam enostavno kar nekajkrat nagaja v sadovnjaku, posebej pri tistih zgodaj cvetočih rastlinah, kot so marelice in breskve, ki zadnja leta kar pogosto pozebejo. S pistacijo pa teh težav ne bo. No, jaz bom dodal še nekaj zemlje, tako da bom dvignil nivo sajenja. Zraven lahko seveda potem dodamo še nekaj komposta. Jaz bom dodal kar organsko gnojilo v granulah, da bom nekoliko stimuliral rast, drugače pa pistacija ni zahtevna, kaj posebej za hranila, tako da vse skupaj lahko premešamo z grabljem, ta zemlja je sipka, lahko uporabimo tudi lopato in posedimo na tisto pravo višino. Tako, zdaj bo višina prava. Kar se tiče pistacije, naj povem še to, da je njena domovina bolj azijski svet. Zelo veliko jo gojijo v Iranu, potem se je razširila v Turčijo, v Evropi je zelo veliko v Turčiji, potem je pa romala tudi na druge kontinente, predvsem v Ameriko, Kalifornijo je ogromno in seveda tudi drugod po svetu, tudi v Avstraliji najdemo. Zadnja leta pa jo vse več sadimo tudi v Sloveniji, kajti zelo bogata je s hranili, omogoča nam pridobivanje bogatih domačih oreškov, hrana je vse dražje, zelo dobro praktično nadomešča meso, ima ogromno maščobnih kislin rastlinskega izvora, tako enostavno je ugodna tudi za to, da se ne pojavijo kakšne srčno-žilne težave, vsebuje tudi veliko beljakovin, nekaj ogljikovih hidratov, mineralov, tako da je prava energetska bomba in naši sosedje jo zelo veliko sadijo za to, da jo uporabljajo
v baklavah, tako delajo tudi v Turčiji. Pridelamo lahko tudi kakšen sladoled, posipamo jo po rogljičkih, na vse zadnje pa pistacijo najraje uživamo praženo, lahko soljeno, lahko pa tudi nesoljeno, to je še bolj zdravo, zelo dolgo jo lahko tudi hranimo in to je pravzaprav živilo, ki je vsestransko uporabno, predvsem pa tudi energetsko bogato. Tako, jaz bom zdaj dodal še nekaj zemlje, nekoliko stran bom posadil še drugo rastlino, se pravi moško rastlino. Na ta način bom poskrbel za opraševanje, drugače pa ena moška rastlina lahko opraši do 10 ženskih rastlin. Kar se tiče pa zalivanja, naj povem pa to, da na koncu vse skupaj še zalijamo. Prvo leto po sajenju poskrbimo, da je zemlja vlažna, jaz jo raje sadim jeseni, potem pa se do spomladi dobro ukorenini. Možno je tudi zgodnje spomladansko sajenje v mesecu marcu in začetku aprila. Potem pa v poletnem času samo prvo leto skrbimo za zalivanje, drugače pa pistacija odlično prenaša sušo, ko se vraste, razvije globoke korenine in enostavno nas potem še vrsto let obdari s plodovi. Naj povem, da so pistacija zelo stara drevesa, preživela bodo kar nekaj rodov in tisto, kar bomo posadili mi, bodo uživali še naši potomci.